Torej, moj prispevek je nekako okvir tega je bil, kaj državni zbor, kaj parlament lahko naredi sedaj, se pravi po odločitvi Ustavnega sodišča. Zdaj, kot je znano, ima pač dve možnosti, obe sta že bili, ali da spremeni zakon, tako kot zahteva na nek način odločba Ustavnega sodišča, ali pa da spremeni Ustavo in na ta način postavi stvari tako, da zakon ne bo več v nasprotju z spremenjeno Ustavo. Lahko pa, če spremeni Ustavo, seveda spremeni tudi zakon, tudi to se ne izključuje. Eno od težav pri tem, na katero opozarjajo številni pravniki, je, da ni dobro spremenjati Ustavo pogosto in tako naprej. In da bi na nek način sprememba Ustave pomenila način izogibanja odločitvi Ustavnega sodišča. Kako zaobiti odločbo Ustavnega sodišča. Zdaj, po mojem mnenju, obstaja vsaj dva razloga za spremembo Ustave in eden od teh je, da sprememba Ustave nujno ne pomeni izogibanja odločbi Ustavnega sodišča, ker naprej mi ne vemo, kakšna bi bila sprememba Ustave. Lahko bi v Ustavi bilo zapisano pač ravno to, kar zahteva Ustavno sodišče. Se pravi, ta argument, da je že samo spreminjanje Ustave izogibanje odločitvi ne drži. Zdaj, seveda, če pa se spremeni Ustava tako, kot je bilo zamišljeno, se pravi, da recimo ena od teh možnosti je, da se v Ustavi zapiše samo, da država zagotavlja javnim šolam 100% financiranje, medtem ko ureja recimo zakoni financiranje zasebnega šolstva, potem je pač to ta drugi položaj. Ampak na vsak način, naj bo tako zapisana sprememba ali drugače, bi bila verjetno jasneje zabeležena, kot je sedaj, in ne bi bila več, ali pa vsaj zmanjšala bi se možnost sporov okrog te definicije Ustave, glede na sestavo Ustavnega sodišča ali pa glede na razne politična preračunavanja, kdo lahko iz neke takšne, kot sedaj kaže, nejasne formulacije potegne dobiček. Da je besedilo nejasno, dokazujejo sami ustavni sodniki. Leta 2001 je soglasno sprejeli odločitev, da je ta ureditev sedanja v skladu z Ustavo, 2015 z minimalno večino, da ni. Se pravi, če je kaj dokaz, da je v tem smislu bi bila smiselna, bolj jasna opredelitev v Ustavi, so ravno različna mnenja ustavnih sodnikov v Sloveniji, če ne štejem drugih. Zdaj, kot je bilo že rečeno, obstajata dve odločbi Ustavnega sodišča, ki si nasprotujeta. In ne samo to, sedanja, se pravi ta, ki je bila objavljena januarja 2015, kar je presenetljivo, je, da v svoji argumentaciji pravzaprav je nekaj drugačna ali pa nasprotna, kot je razlaga teh zelo podobnih členov v drugih ustavah, na primer v italijanski, kjer je celo v Ustavi zapisano, da je osnovna šola obvezna, brezplačna celo, kar je celo eno stopnjo bolj zaostrena formulacija kot v naši, hkrati pa, da zasebne šole ne smejo biti financirane iz javnih sredstev. Zdaj, če bi ta razlaga, kakršna je v razlagi Ustavnega sodišča veljala, univerzalno, če tako lahko rečem, potem bi italijanska ustava že samo po sebi bila kontradiktorna in v vseh teh bojih v Italiji od vsaj 48 leta dalje za financiranje javnih šol bi gotovo tudi to bilo izpostavljeno in bi Ustavno sodišče moralo o tem razsojati, pa ni. Poleg tega
je takšna razlaga, kot je v odločbi sedanje presodbe Ustavnega sodišča, drugačna, nasprotna tudi od razlag Evropske sodišča za človekove pravice, ko opredeljuje pravice staršev do ustanavljanja oziroma do financiranja zasebnih šol. Tam gre sicer za Evropsko konvencijo, ampak se upošteva tudi druge mednarodne dokumente o človekovih pravicah. Se pravi, je v nasprotju z običajno interpretacijo teh pravic v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah. To, kar bi še omenil, je, se popolnoma strinjam, to je, kar je prej Lopočinec že omenjal, tu ne gre za neke malenkostne spremembe. Ne gre zgolj za nekaj osnovnih zasebnih šol v Sloveniji in za relativno malo denarja, ki bi ga bilo potrebno nameniti 100% financiranju zasebnih osnovnih šol. Gre pravzaprav za spremembo horizonta razumevanja šolstva nasploh v Sloveniji, predvsem razmerja med javnim in zasebnim. Zdaj, kakšne so še dodatne posledice te odločitve? Po mojem mnenju je ena od možnih ta, da bo v naslednjem koraku se zahtevalo stopno financiranje v celoti, ne samo javno priznanega programa. Kajti iz vsaj interpretacije te odločbe je moč to pričakovati. In pravzaprav tisti, ki so zainteresirani za to, bi po mojem mnenju ravnali nespametno, če tega ne bi poskušali doseči. Seveda se Ustavno sodišče o tej možnosti ni izreklo, ampak to tudi ni bil predmet odločitve. Kako bi se in kako se bo, če to bo, bomo pa videli. Potem argument, da imamo tako malo teh šol, da je to minorni problem, postane vprašljiv tudi, če primerjamo, kaj se je dogajalo v nekaterih drugih državah. V knjižnici je primer Švedske, koliko se je povečalo število zasebnih šol po uvedbi vavčerji, če se ne motim. Se pravi, to, kar ta argumentacija, ki se sedaj na nek način pojavlja v prostoru, v prid, se pravi spremembi zakona in 100% financiranju, stalno poudarja sedanje stanje, kakršno je. Kakšno bo, pa ne vemo. Celo vlada je leta 2000, za leto v planiranju v svoji strategiji razvoja šolstva od leta 2007 do 2013, takratna vlada, imela za cilj, da se odstotek zasebnega šolstva v Sloveniji dvigne na evropsko raven. To pa je odvisno, kam je, vsaj nekaj med 7 in verjetno 12%, odvisno pa za kjere tipe šol gre in tako naprej. Zdaj, kot sem že omenil, iz same te razlage Ustavnega sodišča, katere bistvo po mojem je ravno v tem, da se prepostavlja, da je subjekt pravic otrok oziroma njegovi starši in da je država dolžna zagotoviti v tem smislu, kar se programa tiče, brezplačno osnovnošolsko izobraževanje vsem otrokom, ne glede v kateri šoli so, ali so v zasebni ali v javni, to seveda lahko pomeni, da če sprejmemo takšno razlago, nadaljne spremembe šolskega sistema. Kajti, če to drži, potem je še daleč bolj uresničena ta pravica staršev oziroma otrok, če se jim dodeli, kot rečeno, ali vavčerje, ali kot so bili predlogi, naprimer tudi v Italiji, neke davčne olajšave, tistim staršem, ki dajo v zasebne šole in podobne zadeve. Poleg tega,
takšna razlaga, vsaj po mojem mnenju, odpira vrata zahtevam po plačevanju izobraževanja na domu, katerega ravno tako zaveduje isti ta zakon in zahteve glede izobraževanja v osnovni šoli. Za konec samo še, kaj pa lahko recimo Državni zbor ali pa vlada naredi, če meni, da zaradi pomanjkanja denarja bi zvišano financiranje zasebnih šol pomenilo hkrati znižanje standardov, ali pa ne rekel standardov, ker je preveč specifična beseda, ampak znižalo možnost kakovosti v javnih šolah. Namreč, če se ne poveča proračun za šolstvo, je skoraj zagotovo se bo posledica tega ta, da se bojo pogoji za javne šole poslabšali. Zdaj, ki bi omenil vsaj to, kar sem jih tudi v tem, 3 možnosti, ki pa bi bile res izogibanje odločitvi Ustavnega sodišča. Eno je formalno preimenovanje zadnjega 3-letja osnovne šole do nižje srednje šole. S tem bi država prihranila precej več denarja, kot bi ga dala, če bi 100% financirala sedanje 9-letno osnovno šolo. Druga možnost je, da zniža financiranje srednjim šolam, zasebnim. Na kakšen delež je stvar pač odločitve. Treba je pač povedati, teh 85%, mislim, da še vedno velja, je kar precej nad evropskim povprečjem. In tretja možnost je ukinitev koncesij za zasebne šole tam, ker je to pač možno izpeljati. Zdaj seveda, kar je možno, to bi poudaril, če ni nujno pametno in pa dobro. Vse te 3 možnosti seveda so možnosti, ampak hkrati bi bile tudi v nasprotju s sedanjo koncepcijo šolstva v Sloveniji, ker so pač zasebne šole mišljene kot nek komplement javnemu šolstvu. Vendar, vkolikor se bo pa zadeva končala tako, da se bo spremenil samo zakon in da bo to začelo negativno vplivati na javno šolstvo, potem tudi ta koncepcija šolstva na nek način ne velja več in bo potrebno ponovno začeti od temeljev razmišljati, kako postaviti šolski sistem v Sloveniji. Zaradi tega, še enkrat ponavljam, ta odločitev Ustavnega sodišča in posledično odločitev Državnega zbora ni tako nepomembna, kot se morda zdi. Je zelo pomembna.